Ja, definicija koloparka je pač tlačilna proga oziroma športno-rekreativen objekt, ne? Kar pomeni, da prideš pa se voziš oziroma je nekaj vrste rekreacije, ne? Tako da zdaj sama namembnost je, tako kot sem rekel, rekreacija. Je namenjen za vse, od najmlajših s poganjavčki do starejših, dokler so še sposobni se naprimer s kolesom voziti. Vsem je fajn, ker je dosti dinamična zadeva, no. Pa tudi zanimivo je za vse, ker je dosti nova zadeva tukaj v Sloveniji, no, oziroma se zadeva ta razvija, tako da je kar fajn. Zdaj pač delavnice so namenjene zmerom za to, da pač se neki udeleženci novega naučijo. Zdaj, če so res začetniki, jim pomagamo, da se nekako dobijo osnove kolesarjenja, to se pravi pravilne pozicije, kako se pravilno zavija, pač res osnovne, tako da jim ni potrebno na lastni koži izkusiti, kaj je prav, kaj ni prav, s kakšnimi padci ali pa kaj drugega. Tisti pa, ko so malo več željni, pa pač lahko tudi naprej delamo, da gradimo na posebnih tehnikah, kot so skoki, potem še dodatno zavoj ali pa sami vožnji navzdol, ne. Tako da opcij je ogromno in delamo na tem. Ja, takim nadobudnežem bi predvsem rekla še naj naprej uživajo v tem športu, v kolesarstvu. Če ima pa kdo kakšne višje ambicije, pač si pa, ne vem, poišče, v kateri smeri bi rad napredoval in pa zmeri vadbo prilagodi pač svojim sposobnostim. Verjamem, da je pač vsak najde kakšnega svojega prijatelja, kolega ali pa mogoče tudi kakšnega strokovnega svetovalca in možnosti za napredek so vedno. Pa jaz mislim, da že nasplošno tako, da je v Sloveniji kolesarstvo zelo popularno, da je veliko tako cestnih kot tudi gorskih kolesarjev. Mislim, da so zelo redke družine oziroma pač gospodinjstva, ki ne bi imelo prav nobenega kolesa doma. V zadnjih letih pa se je to še bolj razraslo oziroma mislim, da se je nekako bolj načrtno še razširilo z že omenjenimi pač pump stezami, kolesarskimi parki. To pa mogoče je zelo dobro za celotno širšo publiko, da spoznava tudi druge kraje. Predvsem recimo meni osebno mi je zelo všeč in rada spoznavam ostale kraje v Sloveniji, ne samo svoj okoliš doma. Mislim, da se je Slovenija začela zgledovati tudi zelo po tujih državah. Pač nekatere so bolj razvite, nekatere tudi imajo tudi slabše pogoje za kolesarje. Predvsem sem prepričana, da ima Slovenija take naravne danosti, ki so velika prednost pred ostalimi državami ali pa vsaj na isti ravni, kot so na primer sosednje države, Avstrija, Italija, kjer je kolesarstvo tudi zelo popularno. Enostavno, moraš to probati, moraš to videti. Vsak se lahko nauči, mislim, da ni človeka, ki se ne bi znal z biciklom voziti. Če se znaš po ravnem po pločniku peljati, rabiš par dni, pa se boš tu peljal komot in je ena luštna zadeva za mlade, za stare, za vse. Kje se boljš počutiš? Na snegu, na kolesu, videli smo, da tudi zdaj na rolki, nekako se obvladaš? Počutim se dobro vse posod, ne. Zdaj smučanje je pač neka moja paradna zadeva, ampak kolo, skate, vse ni problema, ne. Zdaj, ko sem jaz bil mlad, pa vsi, ki so bili kolesarji, vejo, da 10-15 let nazaj je bilo zelo, mislim, je bila kar scena razvita, zdaj pol vmes malo neko zatišje, zdaj se spet razvija in fajn je, da je tak, zaradi tega, ker je lep šport. Da se narediti marsikaj z zelo malimi investicijami, ne. Zdaj to za eno občino taka stvar ni nič, ne. Je pa za celi community, kako se temu reče slovensko, celo družbo je pa to nekaj super, ne. Za otroke, za starejše, tako da ni stresa. Povrste šunke imajo tu kar vpliva, zaradi tega, ker fizična pripravljenost moja je na zelo visokem nivoju, tako da to je definitivno dobro. Kar mene dela najboljšega tukaj, mislim, kaj mi najbolj pomaga, smisel reči, je to, da imam iz smučanja toliko enih izkušenj, da enostavno vem, kaj je potrebno za to, da si dober, ne, in vem, kako se pripraviti, vem, kako trenirati, vem, kaj delati.
Jaz treniram na kolesu praktično proti ostalim nič, ampak vem pa, mi je pa jasno, kak šport deluje, kaj je potrebno za to, da si dober, tako da to me rešuje.